Hvala Gospodi za vse nas, štiri smo leko tu. Dnes je sveta nedela in Damir je že v uvode preštel iz Matejevega evangelija, če se ne motim. In tudi jaz smo isti dogodek, ampak iz drugega evangelija, kjer zelo podobno opisuje dogajanje štirih belov. In dosti krat znate, da ono nekako eno isto stvar dvakrat pa trikrat povej, no zakaj to povej? Kaj je važno, kaj je pomembno. Ko se je tudi to pomembnega zgodilo in jaz bi rad skozi te tekst, skozi razmišljanje, ko pogledamo skupaj, zakaj je za to v bistvu tako pomembno bilo. Ali kaj je pomembnost tega dogodka? Pa Jezus je šel v Jeruzalem, 200 noter. Ali kaj je to vse skupaj pomenilo v tistem času za izpolnitev Božje besede in tako dole. V Luka 19, od 28. vrstice naprej, štejemo tako. Ko je to povedal, se je napotil proti Jeruzalemu, hodil je spredaj. Ko je prišel v bližino Betfage in Betanije, gori, ki se imenuje Oljska, je poslal dva izmed učencev in njima rekel: pojdite vas, ki je pred vama. Ko pridete vanjo, boste našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežite ga in odpeljite. Vidite tu razliko, Matej očitno od oslice, pa svojega malega, tudi pa oči samo od enega. To mi kasneje to, ko sem iz tega razmišljal nekaj. Odvežite ga in odpeljite. Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujete, recite takole: Gospod ga potrebuje. Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. Ko sta odvezala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli: zakaj odvezujete oslička? Rekla sta: Gospod ga potrebuje. In odvedla sta k Jezusu, vrgla na oslička svoja plašča in naj posadila Jezusa. Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot. Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom: veselo hvalite Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so: blagoslovljeni kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu, v nebesih mir in slava na višavah. Nekaj farizejev iz množice mu je rekli: učitelj, pograjaj svoje učence, in odvrnil jim je: povem vam, če ti umolknejo, bodo kamne vpili. Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je: o, da bi ti ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir. Tako pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo na te dnevi, ko te bodo sovražniki obdali, z okopi te oblegali in stiskali z vseh strani. V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega odrešenja. Gospod, hvala ti za to besedo, ki smo jo zdaj prelečili in štiri smo prešteli tudi iz Matejevega evangelija. Hvala ti, Gospod, da si ti v svojem življenju izpolnil vse do potankosti. Gospod, dragi, da si izrabil vsako možnost, da bi pokazal ljudem, da si resnično ti, kralj na kralje, da si ti gospodar, da si ti vladar in mesija, ki je bil obečan, ki je prišel. In Gospod, dragi, hvala ti je, da bomo lahko v tom jutri razmišljali o tvoji besedi. Amen. Pred nami je velikonočni keden. In gnes je spomin, ko smo že pravili, da je Jezus prišel v Jeruzalem. In v minulih dneh sem kar nekaj premišljeval o tem, tudi za svojimi sodelavcami. Sem imel v petek, pa v minulih dnevih kar dobre debate. Sicer so oni pravoslavci, Srbi, bosanski Srbi, da to povem, kar nekaj jih je, ampak povem vam, posta, kako se oni držijo, tega pred veliko nočjo, 40 dni, se redko štoj izmed nas ali pa katoliške cerkve ali kakokoli drži. Zelo so
verni, ko se tega tiče, tega, kar so naučeni. In to me je dalo razmišljati. In ko je vse v ozadju za tem, kajti Jezus je bil celo svoje življenje ali celo svoje delovanje zelo, zelo ponižen. Problem je v ozadju. Ljudje so ga več ali manj tiskali naprej. Tu pa vidimo, da je enkrat stopil naprej. Da je šel v mesto kot kralj. In jaz vidim v to eno možnost, kajti znate, Židje so Mesijo pričakovali kot kralja. Malo jih je Jezusa sprejelo kot Mesijo, kot tistega tesarjevega sina ali tesara, kot enega učitelja samo. Ampak zdaj je prav Jezus svoje besede uporabljal, svoje misle. Pokaže jim še, kako je zapisano, da je prišel kralj kot odrešenik v mesto, da Mesija prije kot kralj in tu je napravo nekaj takšnega, eno podobno sceno bi pravili, da bi tudi tisti skeptiki, ki so do zdaj dvomili v njega prepoznali. In že sam način, kako je on prišel do te oslice, je zanimiv. Nišče se je od tistih kmetov, mislim, da so kmetke to mogli biti, ne brano, ko bi dal oslico. Ne je bilo tudi postavljeno pitanje, zakoj, koma pelate, ampak zadosti je bilo odgovor, da so pitali, ko delate, Gospod je nujca. In eno vprašanje, što se meni pojavljalo, sicer ga nemam pojma, kako so osle, kako se osle obnašajo, ampak mislim, da je nekaj podobnega kot konj. Herma zna osla. Trmasti pa ne bogajo, to je ena stvar. Ali, predstavljaj se zdaj, ko kupiš oslico, mlado na štero še nišče ne jezdo. Ali bi leko se človek čase gorsil pa v mere jaho. To je takšno vprašanje, što se meni pojavljalo. Ampak tu vidimo, da je to bila oslica, na kateri še noben ni sedel in učence so ga posadili gor, dali od svoje plašče prej in so ga posadili gor in je on na tej oslici jahal v mesto. Ne malo čudno. Konja dolgo treba privajati, kaj navčiš jahati. Ampak jaz vrlem, da tu vidimo tudi eno simboliko. Oziroma, da vidimo tudi moč kralja, ki prihaja. Kralja, ki je leko nevihte umiril. Kralja, ki je hodil po vodi. Kralja, ki je mrtve ubujal. Kralja, ki je se leko celo vsedel na oslico, na kateri še noben ni sedel in je v meri šla noter. Tu vidimo dosta takšne malenkosti. Ampak mi, ki delamo, oziroma nekateri še bolj za živalmi, neko vidimo tu noter dejansko, da se je nekaj tu dogajalo. In ljudje, da so videli, da prihaja Jezus, so pred njim v čast polagali veje, polagali plašče. To so bili ljudje, to so bili njegovi učence, to so bili tisti, ki so njemi verovali. Drugače ne bi, da se ne bomo videli drugega. In oni so kričali in ga pozdravljali, oboževali so ga kot kralja, kot Mesijo, ki prinaša mir na zemljo. In zelo hitro pridemo na enem te posebnosti tega dogodka, kajti Jezus je ne bil kralj, kot so kralji tega sveta, ki bi jezdili na eno lepo belem konju, če bi deca tu bili, bi pravo spravljati se, da kralji, če prije vedno na belem konju ali pa princi, ne, ampak prišel je na oslice, v ponižnosti. Kljub temi, da so ga povzdigovali kot kralja, je on v vsej svoji ponižnosti prihajal. Ne je imel nekih velikih borb za slov, še bi ga hvalili, kot so to delali kraljem, ampak on je enostavno imel eno hrepenenje za ljudi, ljubezen do ljudi, štera je napela tudi naprej. Osle so v bistvu ne bili za jahati, ampak osle so živali, štera so nosili bremena. In tu vidimo tudi naslednjo simboliko v tem.
Jezus je bil na oslice. In Jezus je kasneje na sebe vzel bremena. Moja bremena, ki so težka. Tako vsake sebe da noter, vsake sebe pozna. Posebejmo se z Svetim pismom. On je v vseh teh mukaj vse to nesel kasneje na križ. Namesto tepiha, šterega gnezden v Hollywoodu, da izrolajo rdeči tepih na pot, da naj zvezde idejo na slikanje najprej, potem v dvorane. Ne, položili so doj svoje plašče. Trgali so veje. In te učence, te ljudje, ki so tam se zbrali, so ne imeli zdaj sjov, kufra, ko bi šli na potovanje, ne so imeli razljernih oblačil, ne so imeli niti tak dobrih, debelih tošlov, ki bi pravili, ajde, toliko imam za jeden doj, kar je zamazano, idete na shopping pa kupim se drugih vond. Ne, ampak v tistem času je bil plašč, štrego si imel na sebe. Tvoje premoženje, dostakrat. Ljudje so bili pripravljeni pred Jezusa položiti to, ko so imeli. Date se boljše vse. Noj tej kralj slave ide v čistom, bi tako pravi. In sam Jezus, on je šel v to mesto. Znal je, kam mora iti. Ampak čeprav je on učencem svojim pravo, koga čaka, ampak ne so to oni razumeli, dostakrat so to pozabili. Dostakrat je bilo po moje to prekruto za njih. Ko se lahko je taščega zgodi, ko daleko rimski vojaki, njihovega dobrodelneža, štere takšne dobre stvari dela, obili. V današnjem času mi, ali bi se lahko predstavljali pred pol leta, kar se stvari v Ukrajini dogajale, kot se zdaj dogajajo. Ne, pa v našem modernem času, pa na sredi Evrope, pa vojna, pa kje? Nerealno, to malo samo propaganda, pa malo lufta, varovčega, vse hitro mini. V tom času je isto to bilo. Ampak Jezus, ko je šel v Jeruzalem, v to mesto, je znal, zakaj more iti ta. On je videl ljudi, ki ga slavijo, ki ga obožujejo, ljudi, štiri so sprejeli to, ko je on včil. Štiri se zavedajo, zakaj je on prišel, oziroma štiri so znali, kaj je on te obljubljeni Mesija. Videl je pa tudi tiste, ki njemu nasprotujejo, farizeje, učenike v tistem času. Štiri so se božali za svoje stolce. V politike to da ne pravimo, ne? Za svoje položaje. Štiri so njim pravili, podaj umiri množice, noj se zmirijo, ve pa puč bode, nas vržejo za vlade. In Jezus tom pravi, znaš, ko ti bom povem, če do teh henjali slaviti Boga, da do kamne vzdignili svoj glas in do kamne slavili mene. In tako je Jezus prihajal v mesto med svoj narod in on je bil napovedan za preroke, to sem že pravo. Mi moramo znati, da Jezusovo življenje, tudi smrt in vse ostalo je bilo do tankosti vnaprej povedalo in vse se je zgodilo. In Jezus je odreagiral na njihovo nerazumevanje, ampak ne so ljudje mogli Jezusa zaustaviti. Kajti on je šel naprej. On je pokazal njihovo slabost. On je pokazal, da enostavno ne morejo množice zadržati Božjega načrta. In gnešna nedelja ne sme to samo biti kot en spomin na dogodke, ki so se zgodili, ampak probajmo vse to podoživeti. Probajmo, kako bi bilo, če bi bili mi to zraven. Kajte, tu vidimo v bistvu tri fejle ljudi, ki so bili to zraven.
Prvo kot učence, ki so znali, što je Jezus. Kot drugo vidimo to farizeje, štiri so to mi nasprotovali. In kot tretjo vidimo to ljudi, prebivalce, štirim je bilo to tako vedeno, vse eno, nekaj se dogaja. In predstavljamo si, ko smo mi na strani učencev. Z Jezusom smo dosta stvari doživeli, dostakrat smo se z njim srečali, da z njim bili na potovanjih, dostakrat smo ga poslušali, doživeli smo, kako so nam bili naši grehi odpuščeni, doživeli smo čudeže, da so mrtvi bili obojeni, rešeni smo bili mnogo težav, bili smo priče, mnogi stvari, što je Jezus delal. Dosta življenj se je spremenilo in namesto sovraštva zdaj izžarevamo ljubezen in vipanje. Naše srce je puno hvaležnosti, da mislimo na lepo doživetja z Jezusom. In mogoče smo prišli tako daleč in smo svoje življenje predali njemu, njime zavipali. Smo njime dovolili, da je on postal naš kralj. Prej smo pevali v slavljeni pesem: dajem ti srce, dajem ti svojo dušo, vse, kar obožujem, si ti. Smo prišli mi osebno do te točke. Torej sem lahko povemo, ja, to, ko sem zdaj ti popeval, to je to, ko je v moje srce. Ali resnično to drži? Kdo izmed nas je Jezusi popolnoma predan, ali Jezus je popolnoma predal svoje življenje. In to na takšen način, kako so to simbolično napravili Jezusovi učenci. Ko bi napravil ti, če bi Jezus šel mimo tebe, ali bi dal pred njega vso svoje imetje, vse, ko imaš, ali bi pa rajše skočil hitro domov, pa pogledal v omare, tisti dvom šterega več, ne nosim šterje več, ne moderen, pa to je dobro. To je še zadosta dobro za Jezusa, to je še zadosta dobro za mojega bližnjega. To ga več ne nucam. Ko bi moj napravil? Ali naj vsesko tok mi dostakrat uporabljamo v lepe, viske, pobožne besede. Dostakrat povemo, kada je Jezus najpomembnejši v našem življenju. Dostakrat pomembno, kaj njemi verujemo. Potem se pa srečamo z izzivom, da vidimo potrebo svojega brata ali sestre, pa dobro naj bode, tu še pomoremo, ali pa vidimo potrebo svojega bližnjega in naenkrat se nam naše popolno predanje Jezusi postavlja pod vprašaj, ali je to resen tok. Ali ne damo tistome brate ali sestri, ali što počnica, tistega, ko imamo malo viško. Šterega lepo odstopimo. Pa jaz moram najprej moje se zriktati, kada se pri mene vrede, in potem, če mi ostane čas, ne govorim samo o materialnih stvarih, ne, ampak tudi osebne stvari. Če mu imel čas, potem ti skoči na pomoč. Če mu imel čas, temu se dojsi ostal na razgovor. Zdaj pač ne mrem, mora nekaj drugega delati. Ampak, znate, dostakrat je te kasneje prepozno. Dostakrat se na to zgodi. In hitro se znajdem na tem, da enostavno se pitamo, ali sem jaz resen. Kristjan, takšen, kot bi mogel biti. Takšen, kot v cerkvi popevljen, kot doma, če štem Biblijo, preštem iz Biblije. Da mi je zdravje moje načeto. Da me začne nekaj boleti. Ali sem v tistem situaciji še vedno pripravljeni slaviti Gospoda, pa njimi zavipati, da me tudi skozi to pelal. Ali pa postanem zagrenjene,
če meren, pa zakaj v Bibliji piše, ko Bog uzdravlja, mene se pa ne dotekne? Ali zavipamo v takšni situaciji našemu Gospode? Da naš izgled, što je tako pomemben za mnoge izmed nas. To se nekaj zgodi in se mogoče več ne moreš v ogledalo pogledati. Takrat tamo starejši, malo bolj gibave, ne? Da se nam začne brada malo svetiti. To so normalni postopki, to je normalno. Ne, ampak hočem povedati, da enostavno stvari štejo so tako pomembne. Da več jih njega. Ali takrat se vipaš še Gospode. To je tvoj imič, ko si ljudje misli o tebi. Tako pomemben, da rajši, ko bi ljudje kaj čudno se misli o tebi, ali pa znali, ko ti si vrleš, ga rajši zanikaš. Kaj ti znate, da ljudje izvejo, da ti Jezus še vrleš, se hitro leko imič v družbi tvoj spremeni. Dostakrat se to zgoditi, ali smo pripravljeni tudi v takšni situaciji zavipati Jezuse. Jaz opažam, da nam dejanje učencev ide pod kožo. Jaz bi rad bil zraven, rad bi imel pogum biti in položiti pod Jezusa celo svoje življenje, vse kom on. Ampak Jezus, učenci, štiri so bili takrat z Jezusom, so to napravili. Ampak zanimivo je to. Kljub temu, da je Jezus kot Božji sin deloval na zemlji in se dosta stvari, dosta čudež dogajalo, kako malo ljudi njemi je zavipalo. Kako malo ljudi je bilo pripravljeno njemi predati vse. Ampak te učence, ki so polagali svoje oblačila pred njega, so znali, mi njemi leko zavipamo. Mi njemi leko zavipamo, ker znamo, ker smo šli skozi dobre in slabe situacije z njim in on nas je sesko propelo in mi jim zavipamo, da tudi na kraji, da je nam dobro. Kajti, učenci so ne doj položili samo svoje oblačil, ampak so se v zahvaljevanjem so prihajali pred vsemogočnega Boga, ga hvalili. S pogledom na Jezusa so bili pripravljeni pred njega položiti vse, ko je on ščel ali od njim pričakoval. In moje vprašanje je, ali ščemo biti takšni, kot je on, kot so bili oni. Leko v vseh okoliščinah slavimo njega, se jim leko zahvaljujemo, kajti on je nase vzel trpljenje, on je nase vzel vse naše probleme, osvobaja nas stvari, ki nas zvežejo, osvobaja nas stvari, ki nas ločijo od Boga. On je kralj, šteremu se splača predati vse, ko imaš. On je tisti, ki prihaja, ki je pripravil pot mira z Bogom za tebe. In zdaj si predstavljamo, da smo v isto množici, ampak da smo farizeji. Farizeji so se počutili od Jezusa močno ogroženi. Pa misliš, što sploh biti takšni, kot so oni? To, da predstavljamo se še enkrat, ko smo, potem bi se naša drža kazala takšna. Ne damo se postaviti pod vprašanje. Kritike ne upoštevamo. Če nas štoj napadne, njemi takoj povrnemo. Naš položaj, služba, šterega imamo, nam je zelo pomembna in to ščemo tudi obdržati. Pomembno je nam je to, ko predstavljamo, ko smo nekak, ko smo znani, ko smo spoštovani. Pa Bog, seveda nam je pomemben, saj smo učitelji Boga. Rnjujemo ga predvsem za svoje lastne načrte in vrednote, da utemeljimo to, da damo vsemi teme, ko mi ščemo eno Božjo težo. Namesto da povemo geščen, znamo zelo sveto povedati Bog šči ali Bog to želej. In s tem uresničujemo svoje ideje. Namesto, ko bi kričali ali klečali pred Jezusom kot kraljem, nam je lepo, če non kot kraljon ali kot ljudem na položaje ljudje kričijo, nas povzdigujejo, nam dajo čast.
In v bistvu mi to pričakujemo tudi od Boga, pa v bistvu mi delamo za njega. Torej, jaz pričakujem od šefa, ki je tudi meni dal nekšno čast. Zdaj, če s tej strani opazujemo farizeje, pa so nam v bistvu sploh ne tako tuje. Mogoče se sami včasih prepoznamo v njih in do to sprevidimo, se prestrašimo. Radi bi Božjo prisotnost v svojem življenju uprizorili, nekaj zošpilali. Ne smo pripravljeni svoje oblačila slečiti in jih položiti pred Jezusa, kljub temu, ker nas Jezus to poziva, ampak raje imamo na sebe eno sveto masko, Angleži pravijo holy face, sveti obraz. In on nas, Jezus, sam pa nas gnesti, vabi, ko pristopimo na drugo stran, k ljudem, ki Jezusi resen vse predajo. K Jezusi, ki so pripravili njega doživeti, ne samo v teoriji, ne samo v tem, ko prešteješ, pa ja, vse je vredi, pa lepo in v znanji, v umitev, ne, ampak Jezusa doživeti. Ono zelo jasno pravi, kaj je naše življenje dragoceno, kaj je vredno, da ga damo njemu, ker potem postane večno. Ampak z druge strani nam pa tudi pravi, da njeme, Gospodi, svoje besede malo uporabljam, pa v Bibliji, ko to preštejte tako, da njeme smrdijo naši kompromisi z svetom, štere mi delamo. Spet svoje besede uporabljam, da te bilo razumeti, Bog nam pravi, kad njim idejo na živce naše pobožne besede, štere dostakrat izgovarjamo in mislimo, ko smo tako sveti. On pa bene in tebe vabi gnes na novi začetek, da enostavno pred Gospoda položim vse, ko son, ne bo da njegovo ime slavljeno, da je on leko gratu kralj mojega življenja, da je on leko grad tisti, šter da mene oblikoval in dajmo, dovolimo njeme, da je on to tudi leko napravil. In kot tretja in zadnja skupina ljudi, što je bilo v tom v Jeruzalemi, so bili ljudje, preproste meščane, občane, ne vem, kako bi jih imenovali. In Jezus je na poti k tem ljudem. Kajte, to so ljudje, ki so njega ne sprijali kot Mesijo, ker Mesija mora priti kot kralj, ker so čakali Mesijo kot kralja. In staro izročilo pravi, da je Mesija prišel iz Oljske gore skozi zlata vrata v mesto. In tu se je to zgodilo. In Jezus je po tej poti šel, to da je videl te množice. Ko se je zgodilo? Zjokal se je. Znal je, da je njegov čas na zemlji, da se hitro izteka. Videl je ljudi, ki še vedno dvomijo v njega, kljub temu, da je izkoristil vse možnosti, ki jih je imel, da bi jih prepričal. Ampak zjokal je se nad njimi, ker so tega obljubljenega Mesijo ne prepoznali. In te Jezusov jok nas leko zelo globoko gene. Svojo nalogo je vzel zelo, zelo resno. Tako je se on za vso dušo boril. Mi znamo njegov molitev ali njegov borbo v vrtu Getsemane. Mi znamo, ko je njega čakalo takrat, ljudje to še ne znali. Ampak on je znal, ko ga čaka za par dni. In on se je zjokal ne zaradi tega, ko ga čaka, ampak zaradi ljudi, ki kljub vsem tem naporom, ki jih je on že skozdal in da še vedno so ne spoznali Jezusa. In moje vprašanje v tom jutri je za nas, dragi, to se ti nazadnje izžolko nad ljudmi v Nuskove, Srdici, Sotine, Slaveče, šterekoli vasi si, nad ljudmi, ki Jezusa ne poznajo.
Ali se ne bi mi mogli zjokati dostakrat tudi nad našimi družinskimi člani mogoče. Mogoče brate, fizično mislim zdaj brate, sestrami, bratrancami, sestričnami, s katerimi se dostakrat vidimo v določenih srečanjih, ki se imamo fajn. Ampak ti znaš, da če oni svojega življenja ne predajo Gospode, da idejo v pogibo. Ali ne bi to bil vzrok, da bi mi enostavno v sebi začetili to breme, da bi se zjokali zaradi tega in iskali vsako možnost, vsako priložnost, ko je le mogoče, da bi oni sprijali Jezusa. Žalkati se nad ljudmi, ki Jezusa še ne poznajo. In dragi, to je čas, zdaj je čas, da lahko žalčemo, to povem, ker je čas milosti. Ampak pride enkrat čas, da več ne je časa. In takrat to se drugi jokale. Probamo, kajti naša naloga je, da to spremenimo, kajti te dnevi so šteti. In jutro, ne se nedela, smo v cerkvi, no je lepo, bili smo v Sloveniji, poslušamo Božjo besedo, ampak jutri je spet novi dan. Naše vsakodnevje, da je nas spet prevzelo in mislimo na to. Mislimo na te Jezusov jok. In dovolimo, ker nas ta ljubezen, to je ne bil jok, ja, bil je to jok žalosti, ampak to je bil jok hrepenenja po zgubljenih dušah. Ampak dovolimo, ker nas ta njegova ljubezen do zgubljenih ljudi prevzame, da mu enostavno hrepeneli, da mu džokali za ljudmi, da do odrešeni. Kajti Jezus je ne vse eno, ko se z našimi bližnjimi dogaja. Mogoče se moramo džokati tudi sami nad sebe. Razmislimo malo o tem. Cvetna nedelja, to je praznik, uradno je ne praznik, ampak je dan spomina, da to povem. Praznik sodelovanja. In što smo mi? Ko se mi iz tega vzemamo? Ko se mi iz tega navčimo? Ali smo mi kot učenci, ki Jezusa hvali in sklikajo pred kraljem in so pripravljeni pred njega dati vse, ker njimi zavipajo, ker znajo, da je on tisti, ki je spremenil njihova življenja. Ali smo ljudje, nad katerimi se Jezus džolče, ker smo ga še ne spoznali in šče nam le najboljše. Ali smo ljudje, kateri džolčemo, ker moj sosed, moj prijatelj še ne spozna Boga. Ali smo farizeji, ki vse to samo opazujemo, praznike obhajamo, ker so pač praznike in se veselimo šunke, rene, pobelica, tudi toga srotimo. Iskreno. Ampak ne je to point velike noči, ampak nekaj drugega. Zato, dragi, v tom tedne, do petek imamo spet, na veliki petek že, bogoslužbo, da bomo se spominjali Jezusove smrti, razmišljamo o tem. Razmišljamo, zakaj se je vse to moglo zgoditi. Zgoditi se je pomoglo zato, ker te nekak, ki te je ustvaril, ima zelo, zelo rad. Zgodilo se je to zato, ker je Oče nebeški, to, ko je bil najrajši, poslal na zemljo prav za tebe. Če to dejstvo ne spremljamo, kot moje osebno, da se je za mene to zgodilo, potem celo Sveto pismo, vso Jezusovo dejanje nema smisla. Je to le zgodbica. Ampak dejansko mi znamo, da je to resnica. Kajti v krvi, katero je Jezus prelejal za nas, je naše očiščenje. Njem je naša rešitev in v njegovo slavljenje je naše vipanje. Amen. Gospod Jezus, ker sem ti hvaležen za te čas, hvaležen sem ti za besedo, Gospod dragi.
In Gospod, dragi, vrem, da nadaja mislite, tudi mene in Gospod, da resnično nojo premišljujemo. Gospod, dragi, noj se pitamo, što si ti za nas v našem življenju. Gospod, to si ti, moj kralj, slave, zmage. Ali se ne pripravljam, Gospod, dragi, pred tebe, resno dati vse, oziroma ali sem že dal. Ali si pa Jezus ti le oseba, ki jo opazujem od daleč in se sprašujem, v kom je smisel. Gospod, dragi, prosim te resnično, daj, naj ne bomo lahko mišljene, ampak no ti guči v tvojem svetu duhu. Oblikuj nas ti. In Gospod, daj, no izkoristimo te milosti čas. In Gospod, dragi, če opazimo, da je v naših življenjih nekaj ne vredi, smo ne na pravoj poti. Gospod, dragi, daj, no se žolčemo od same naciov. In Gospod, dragi, tudi te prosim, da naj v molitvi prinašamo pred tebe naše znance, prijatelje, sorodnike, vse tiste, ki te še ne poznajo, Gospod, dragi, in Jezus, naj resnično žolčemo za njih v prošnji za tebe, dokaj je tvoj milosti čas. Da bomo enega dneva leko vsi skupaj v slavi tebe slavili in častili, te gledali za oči v oči. Amen. Amen.